Dobar dan vsem. V enem prejšnjem videu smo videli, kolikšna je magnetna sila, ki deluje na gibajoči se elektren delec. Torej smo imeli elektren delec, ki ima določeno hitrost, imamo magnetno polje in nanj deluje magnetna sila. In smo videli, da v primeru, da hitrost je pravokotna na magnetno polje, ta magnetna sila je enaka EVB. Torej, sedaj, če mi imamo električno žico, skozi nanjo teče mnogo nabojev, tokovni vodnik, skozi nanj teče mnogo elektrenih delcev in na vsakega bo delovala magnetna sila. Torej, globalno bo delovala neka sila na tokovni vodnik. Vzamemo en del z dolžino L. Zdaj vzamem, tukaj piše E, tukaj piše L, ker je podobna pisava, pazite, tukaj je L dolžina tega tokovnega vodnika in se je označeval kot vektor. Zdaj vidimo, zakaj čez malo. Torej, tukaj, kaj lahko napišem? Ko imam to silo, ki je EVB, torej, lahko upoštevam, da električni tok je naboj v lomljeno čas. In torej, naboj je električni tok krat čas. In tudi, če imam ta odsek dolg L, da hitrost je L v lomljeno T, pot v lomljeno čas. Torej, namesto E bom dal I krat T. Namesto V bom dal L v lomljeno T, se krajša T in dobim, da ta sila je enaka ILB. Torej, tok krat dolžina tega vodnika krat gostota magnetnega polja. In to sedaj kot velikost te sile, ampak lahko to stvar gledamo vektorsko in napišemo enačbo v vektorski obliki z vektorskim produktom, podobno kot smo naredili v tistem drugem videu. Torej, tukaj vzamem I od spredaj in tukaj imam vektorski produkt med L in V. Ponavadi se ne upošteva električni tok I kot vektor, ampak ne rabim vektor za vektorski produkt, torej smo vzeli kar L, to dolžino. Vsej to dolžino lahko tudi mislimo kot vektor, ki gre od sem do sem. In torej, usmerjenost te sile jo dobimo s pravilom desne roke. Torej, gremo od vektorja V proti vektorju B s prsti in palec nam kaže smer in usmerjenost magnetne, te sile na tokovni vodnik, ki je ta. Tako. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.